Gledalke in gledalci, naslednje oddaje Potencial moje mladosti preprosto ne smete zamuditi. Kajti slišali boste res eno unikatno in zanimivo zgodbo, polno presenečenj, kajti z mano bo Marjeta Hribar. Lep pozdrav. Sem Marjeta Hribar in oblikujem nakit iz premoga. Nakit iz premoga, kot ga nosijo zvezde in je bil darilo v darilnih vrečkah na Grammyjih, Oskarjih in pa recimo zvezde, ki danes stopajo tukaj po slovenskih ulicah. Tako da, dobrodošli, lepo vabljeni k ogledu. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v še eni oddaji Potencial moje mladosti. Danes mi je v veselje, ker boste spoznali eno prav posebno gostjo, ki ima za sabo res zanimivo zgodbo, odlično in zanimivo idejo, ampak več bo pa zagotovo znala povedati sama. Marjeta Hribar je danes z menoj iz podjetja Kolmi. Lep pozdrav. Pozdravljena. A sem te pravilno najavil? Ja, v bistvu Kolmi je bilo povedano pravilno, kar se včasih zna zgoditi, da zna biti tudi težava zaradi samega zapisa, ker je to fonetični zapis za kolom, kar je zasavsko ime za premog. Seveda. In ja, tukaj v bistvu lahko pohvalim, da je bilo izredno lepo fonetično. Kompliment je vedno lepo prejeti, ne, taki smo ljudje. Ampak pravzaprav, če se vrnem na izgovorjavo, ne, ni nič narobe, tudi če mogoče kdo kdaj narobe naglasi. Važno je, da si zapomni, da je zapomljivo in se mi zdi, da pri izbiri brenda si res ujela bistvo, ne. Ja, v bistvu, če lahko spregovorim besedo o tem, jaz sem kar razmišljala o tem, kako bo ime mojemu nakitu in vse ostalo, ampak razmišljala sem o zmajeva kri, glede na Valva Zorja in glede na premog, ki ga je on zapisoval, po drugi strani, ne vem, črno zlato. Pol sem pa ugotovila, da v bistvu ne smem komplicirati. Vsi, ki so prišli do mene, so hoteli kolmčke, torej kolmi. In iz tega izhajajoč smo v bistvu zelo hitro dobili neko zgodbo o premogu ven, samo poslušati, kaj je bilo treba. Jaz mislim, osebno sem mnenja, da enostavne stvari so najboljše, najbolj učinkovite, tudi v poslu to velja, po mojih izkušnjah. Do tega dela še malce prideva, ampak zdaj se pogovarjamo o premogu, ne? Tako je. Premogu. Od kje je zdaj ta povezava s premogom? Nam poveš malo več, kaj je z tega nastalo danes? V bistvu prihajam iz Zasavja. Torej, neka povezava z premogom. Absolutno. V bistvu je že od mojih malih nog. Sama sem po duši umetnica že celo življenje, to verjetno ni prvič, da kdo pove, ampak jaz mislim, da vsak umetnik mora izhajati iz tistega, kar najbolj pozna. In da najdeš nek svoj lasten material, je izredno, zelo taka, ne vem, neka posebnost, ki se jo je treba držati. In nekoč mi je nekdo rekel, ko boš imela pa kaj iz Kolma, pa prid. To je bilo takrat zelo negativno konotacijo povedano, ampak v bistvu je bil moj angelček, ker jaz sem se nekako, ne vem, ne samo, da sem se zaljubila v ta material, ampak sem ga začela raziskovati. Ugotovila sem, da nisem prva, ki ga je raziskovala, raziskovali so ga že Rimljani pa stari Kitajci, ampak ničesar od tega se ni ohranilo, ker do danes niso imeli nekih sistemov, ki bi ga lahko ohranili v tej obliki, kakršnega jaz pripravim. Tako da, ko sem se začela na ta način povezovati z njim, mislim, da sem rabila cirka 2 leti, zato da sem ga impregnirala na način, da bo ostal zaščiten še naprej. In dostikrat se mi zgodi, da recimo ljudje niso več v stiku z premogom. Ne ločijo več premoga od oglja. In tukaj vedno že malim otrokom dostikrat razlagam pravljico, kako je premog sploh nastal. Ta premog, v bistvu se zgodba začne pred davnimi časi. Dobro, daj slišimo. In pred davnimi časi, v bistvu, preden je naša država obstajala na tem našem geografskem prostoru, je bilo tukaj Panonsko morje. Potem je odteklo in nastala so ogromna močvirja.
In džungla, ta drevesa, ki so rasla v tistem času, so bila večja, širša, močnejša. In takrat človek sploh še ni obstajal. A ne? In v tem času ta drevesa, ta džungla, na koncu svojega življenja niso razpadla in se spremenila v zemljo, ampak so padla v močvirje in bila pod vodo zaprta 10 milijonov let. In v tisti vodi so se spremenila v kamen. In ko jaz dam nekemu otroku košček premoga v roke, mu ga predstavim na način, da sedaj drži v roki košček drevesa iz časa dinozavrov. In ta zgodba je tisti del, ki je nikoli nismo opazili. Vedno smo vedeli, da je odlično gorivo, da je črno, da je umazano, da je povezano z težkim življenjem. In trenutno ima izredno negativno pozicijo, ker ga ne potrebujemo več. Jaz, ki izhajam iz Zasavja, mi smo bili pa čustveno navezani na njega. In ta čustvena navezava je bila izredno močna, še posebej pol, ko so rudnike zaprli. S tem se je v bistvu ukinila tudi, ljudje so izgubili en del sebe, a ne? O njem niso mogli več govoriti. To pomeni, da tudi v življenju neka pot se je zaprla. In s tem, ko sem začela jaz delati nakit iz tega, smo ga v bistvu lahko prepoznali, pa ga z nekim razlogom še vedno spet potegnili v današnji dan. Ne? In lahko ga peljemo naprej. In to je neka pot Zasavja, neka pot moje poslovne poti, a ne? In po drugi strani tega, da recimo v času, ko vse že vemo, pa nam ni potrebe izumljati nekih novih stvari, tega pogleda o njemu nismo opazili. Zdaj so se te stvari povezale na kupček in nastali so kolmi. Zelo lepo povedano, Marjeta, smo pravzaprav spoznali, tako smo šli skozi neko popotovanje, skozi različna obdobja, skozi kontekst, skozi ta čustveno komponento, navezanost in vsega. Ne? In tako kot praviš, mogoče premog ima res v našem času ali pa obdobju vsaj mojega odraščanja prej neko negativno konotacijo, čeprav že iz tega vidika, da nam je ponujal toplo zavetje, bi ga lahko vzeli kot nekaj pozitivnega. Ne? Ampak k temu je verjetno prispevala tudi pospešena industrializacija, ne? In vse te stvari okrog tega. Ne? Pa potem take in druge zadeve, kot je recimo, če ne boš priden, boš za božička prejel premoga, ne? Namesto neke igrače, ki si jo želiš. Tako da te zadeve so verjetno malce prispevale k temu, ali bi kaj dodala? Tako, zdaj v bistvu je ta premog pod božično jelko zelo lepo zapakiran. Tako da zdaj, če ga dobiš v tej moji obliki, je odlično darilo. No, ravno pravi, apropo, kaj ti zdaj pride do glavne zadeve. Kaj ti dejansko iz tega čudovitega materiala, ki si ga lepo opisala, oblikuješ in daješ drugim? Ko sem jaz prišla do teh prvih koščkov, ko sem bila mehna, je bil črn in umazan, ampak ko sem ga dala pod vodo, se je zasvetil kot črn diamant. In iz tega izhajajoč, glede na to, da sem še vedno ženska, seveda nakit. In moram priznati, da Slovenci imamo kar tako malo bolj temno dušo, da imamo radi, da se ne sveti preveč, da pa še vedno imamo nekaj na sebi, je pa vedno nekaj dobro za človeka. Zato mogoče, ker smo bolj konzervativni, ne želimo se toliko izpostavljati, to tudi iz tega, kar že pregovorov slišimo, kaj izhaja? Mogoče nimamo toliko radi, da smo v prvi poziciji, ampak vedno nekje v backstageu oziroma od odzadaj vlečemo nitke, da nam je ta ugodnejša pozicija mogoče. Ampak iz tega izhajajoč sem začela delati kolekcijo nakita. Po tem, ko so nastale prve kolekcije nakita, lahko rečem, da a veste kaj, vedno sosedova trava bolj zelena. No, to se pri meni ni zgodilo. Ker ko sem prišla v Zasavju na moj prvi štand, pa da vidim, kaj bojo odreagirali, so ljudje pogledali, a to je kolam? To je naš kolam? To bom pa jaz kupil. Instantno pozitiven efekt je. Tako. In v bistvu jaz ne bi obstala, oziroma jaz ne bi sploh dejansko bila sposobna delovati, če me ne bi lokalno okolje v taki meri že takoj na začetku podprlo.
In iz tega izhajajoč smo zelo hitro prišli tudi do tega, da so ljudje prišli do mene, da bi radi spominke imeli. Mi gremo v tujino. Moji sorodniki živijo v Avstraliji. Rad bi jim dal košček doma, nekaj našega. In iz tega izhajajoč smo naredili celo kolekcijo spominkov. Takoj zatem, v bistvu, da pa smo pokazali, da je premog lahko lep, so nastali marsikateri lepi projekti, kot so, ne vem, Krona za Miss Slovenije. To je bil recimo en tak odličen prikaz tega, da je premog lahko lep, a ne na nacionalni ravni oziroma na svetovni ravni. Lahko bi tudi rekli kontekstualno krona na tvoje delo, ne, v tistem trenutku. Definitivno, v tistem momentu res sem dala čisto vse od sebe. Zdaj, Marjeta, omenila si podporno okolje, koliko je to pomembno in ravno to je ena stvar, o kateri bova spregovorila v naslednjem delu najinega pogovora, kajti na vrsti je kratek reklamni blok, potem se pa spet družim z Marjeto in gremo naprej v zanimive odtenke njene zgodbe. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli nazaj. Vem, da ste komaj čakali na drugi del tega res zanimivega pogovora, kajti z nami je Marjeta Hribar, podjetje Kolmi. A mi je tudi drugo uspelo v redu? Odlično. V tretjem bo še boljše. Imamo pa tudi seveda, kljub temu, da smo mala država, veliko nekih različnih naglasov, bi rekel, za neko majhno geografsko področje pravzaprav zelo veliko njih. Ampak dajva mi da ostati v tvojem lokalnem okolju. Omenila si namreč, da je bilo zelo tako dober, podporen odziv. To je vedno dobro na začetku, ne? Ni pa to vedno primer, ne? Včasih so lahko te odzivi slabši, kot si nekdo predstavlja, ker vedno je to naše podjetje pri podjetnikih nek naš izdelek, storitev, naš otrok na nek način, ne? Ampak do tega še prideva. Ostaniva pri tej podpori okolja, koliko se ti zdi to pomembno in v kakšnih vseh oblikah si jo ti nekako imela? V bistvu, tako kot si rekel, to je tvoj otrok, in res je, mislim, ti moraš verjeti v njega, ne glede na to, ali imaš podporno okolje ali ga nimaš. Po drugi strani je pa toliko lažje, kolikor imaš ta moje lokalno okolje, ki me je podprlo, kar sem jaz zelo poudarila, je mene presenetilo, to je bilo darilo zame v bistvu. Ker ga nisem pričakovala. In recimo vedno je odlično, če ima človek tudi doma neko podporno okolje, da drugi verjamejo v njega. Dostikrat se zgodi, recimo, ne vem, jaz sem mama, jaz sem v tisočih različnih oblikah in družina dostikrat mora zrastati skupaj s tabo, v neko pozicijo, zato da se potem, da si pridobiš in vzameš lahko čas za svoje delovno okolje. Po drugi strani recimo je pa Katapult, jaz sem iz Zasavja, tako da mi imamo tukaj to možnost sodelovanja z Katapultom in Katapult je meni ponudil pa ogromen, kot da bi mi odprl vrata do znanj, do katerih jaz predtem nisem imela dostopa. In recimo, dostikrat recimo človek nima vprašanj, ki bi jih vnaprej pripravil, da se želi, da izve, kako naj si strukturira podjetje, da izve, na kakšen način, na svete, ki jih potrebuje človek, ki jih potrebuje stalno po malem. Lahko bi poenostavili, da niti ne vemo, kaj vprašati sploh, ker ne veš, v katero smer iti, ne. In ko pridemo recimo v situacijo, šele takrat recimo, se nam, smo recimo na točki, ali bomo zdaj stopili korak naprej, ker imamo neko podporno okolje, ki nas lahko ujame, v kolikor se zamajemo, zaradi svojega neznanja, ali pa pač bomo zmrznili, pa sploh ne bomo stopili. Ali bomo pa stopili, pa bomo padli, Tako da podporno okolje je tisto, ki je meni nudilo to zadevo. In če lahko povem primer. Absolutno. V času mojega razvoja, moji prvi produkti so bili Krona za Miss Slovenije in tako dalje, te večji. In po tistem sem bila pa kontaktirana strani organizacij iz Amerike, iz Beverly Hillsa oziroma iz Kalifornije, da bi želeli sodelovati z mano
in da bi bile moje zapestnice v darilnih vrečkah za nominirance Emmyjev, Grammyjev in posledično tudi Oskarjev, kot se je na koncu izpeljalo. Čestitke, res. Najlepša hvala. Za malega podjetnika je to neverjetno. A ne? Si predstavljam. In skočiti v tak ocean iz neke male luže ni lahko. Moraš sam pri sebi marsikaj urediti, a ne, da sploh rečeš, da boš sodeloval pri takem projektu. In velikokrat sem gledala tista vrata svoje garaže, delavnice, ki sem jo imela in ugotavljala, kot Steve Jobs na začetku, a ne? Tukaj sem začela, ampak moja pot gre zdaj tja. Tako. Treba si je dovoliti zrasti, sam sebi. Tako. In tukaj recimo, moje prve težave so bile recimo, kako dostaviti paket v okviru 3-dnevnega ali 2-dnevnega roka, ki mora priti točno na določeno mesto, ker organizacija predtem ne bo v tistem prostoru, a ne, po tistem tudi ne več, in da bo paket z stvarmi dostavljen, da bo šel čez carino. Morate vedeti, da takrat so se začele ravno kar te politične nezgode po svetu in da premog, embargo na premog strani Amerike je bil zelo močen. Naša zastava je zelo podobna ruski in tako dalje. Tako da, kako to sploh ovrednotiti, da bo šlo vse sladko po scenariju, da pride do tja, na koga naj se obrnem? Na svoje podporno okolje, da mi bojo dali znanje, moč in celo recimo me vodili čez celoten postopek, da lahko spelješ tehnične stvari. Razumem. Svoj izdelek znam narediti, a ne? Ja. Ampak vse ostalo je izredno pomembno, da se lahko naslomiš. No, Marjeta, se ravno to je ta stvar, da podjetništvo ni vedno tako vse bleščeče, kot se vidi navzven. To vedno znova poudarjam tukaj, ko imamo goste, ne. Pa me zanima, kako ti vse skupaj doživljaš, kako si doživljala predvsem na začetku ta proces rasti iz sama se rada okličeš za umetniško dušo, za umetnico, ampak tukaj si seveda mogla prevzeti tudi dualno vlogo, še vlogo podjetnice, ne. Podjetništvo pa nekako vidimo, smatramo kot neko tako pragmatično panogo, ne. V Sloveniji na žalost še vedno tudi precej se povezuje z neko negativno konotacijo, za kar ima marsikaj zasluge tudi neka naša splošna mentaliteta in tako naprej. Tako da nekako podjetnike mečemo v tisti koš izkoriščevalcev, kapitalistov, pač povem tako, kot slišim in razberem, a ne. In kar se mi zdi pa zelo škodljivo za družbo kot tako, ker podjetništvo, malo podjetništvo, srednje veliko podjetništvo v Evropi je v bistvu katalizator pogona razvoja, ne. In zdaj mene zanima mogoče dve stvari, ne. Kako si šla ti skozi ta proces, kako si to doživljala? In tudi kako ti gledaš na podjetništvo in v tem kontekstu, kaj bi svetovala mladim? Sem ti dal veliko vprašanj. Ja, majčkeno pa res. Ampak moja prva misel je, na goro ne splezaš nimaš teleporterja, ne splezaš v enem koraku. Korak po korak. In nas umetniške duše, a ne, ki imamo bolj to desno polovico, bolj kontrastno tem levem, pragmatičnem, bolj razvito, zna to zelo hitro pojesti, ker si zelo dobro predstavljamo, kje bi mogli biti, pa ne, zmrznemo, ker recimo je treba povezati ta dva pola med sabo, kar zna biti izredno naporno lahko za človeka, ker vzame ogromno energije, čisto po pravici. In zelo hitro se znajdeš v tem, da en pol nadvlada nad drugim, a ne. In jaz še vedno v svojem podjetju potrebujem in oblikovati svoj nakit, priti do končne točke oblika, dobiti inspiracijo za vse te stvari. Po drugi strani recimo biti pragmatična in dejansko si urediti vse finančne strukture, prodati na trgu tudi, ne, tudi prodajna logika, energija mora biti prisotna. Izjemno ogromno enih polov je, ki jih mora človek povezati med sabo. Se mi pa zdi, da v vsej tej, da jaz ne bi zmogla tega, vkolikor ne bi poslušala svojega tempa, a ne. Ta tempo je pomenil, da recimo zdajle sem padla v poslovno neko finančno shemo, bom to delala na časa,
se umaknila in jo potem pogledala z drugimi očmi umetnika še enkrat za čez. Zakaj? Ker ta kreativnost ni slaba točka, ukolikor jo umestiš v podjetništvo. In to dvoje združiti skupaj vzame veliko nekih umestnih preverjanj, pa veliko človeku energije, ampak po drugi strani je pa izplen veliko boljši, ker so stvari komplementarne, a ne med sabo. Prav, izkoristi tisto, kar imaš, uporabi to sebi v prid, ne? Točno Tako tako. kot sva tudi klepetala pred oddajo o premogu kot surovini, ne, ali materialu, če tako rečeva, lahko ga gledava ali skozi te leče, lahko ga pa skozi to, kakšen potencial ima, a ne. Točno In tudi tako. te potencialne slabosti, sva rekla, poroznost in podobno, lahko spremenimo sebi v prid potem pri končnem izdelku. Tako, v bistvu vedno so lekcije, Ja. a ne? Ni padcev, Ja, nikoli. Zdaj, ko so pa ravno o izdelkih in kakšen potencial dejansko v tem kontekstu premog ima, ne, vidimo tukaj si razstavila dva takšna izdelka, ampak več o tem bova povedala v zadnjem delu najinega druženja, torej malo o izdelkih in tudi me zanima, kaj bi svetovala konkretno našim mladim gledalcem oddaje. O tem in še veliko več nas pa čaka v zadnjem delu naše današnje oddaje z Marjeto. Ne zamudite. Spoštovani, dobrodošli nazaj v super zanimivem in zame tudi zelo poučnem pogovoru z Marjeto Hribar. Marjeta, evo, meni je kar malo žal, ker je najin pogovor tako hitro minil. Ko ima človek veliko zanimivih stvari za povedati in se pogovarjaš, ti res mine kot v hipu, ne. In ti imaš res zanimivo zgodbo, tako unikatno, ne. In unikatni so tudi tvoji izdelki, ne. Nekaj sva tukaj imela že malo razstavljeno, nisva pa prav zares spregovorila o njih. Daj nam malce več povej, kako to izgleda in kaj vse izdeluješ v bistvu, kaj lahko ponudiš. Če te zdaj nekdo gleda, posluša in bi si zaželel nek točno specifičen kos nakita, kaj vse lahko pričakuje? Ja, v bistvu prva stvar, ki jo vedno jaz povem o premogu vsakmu, ki pride v prvi stik po dolgih letih spet do njega, ne, je v bistvu to, da koliko je presenečen človek vsakič sproti, koliko je to lahka zadeva. V bistvu premog nima teže. Ima lastnost lesa in kamna. Trd je kot kamen, pa lahek kot les in še vedno topel, kar je izredno zanimiva kombinacija. Res je, ja. Ima pa tak poseben črn lesk in recimo ravno ta zapestnica, ki jo držim v roki, je zelo podobna tistim zapestnicam, ki so šle tudi v darilne vrečke Gremijev. Po drugi strani je pa to moja verzija čipke. Tako da, če imamo idrijsko čipko, nežno in dejansko z karakterjem zelo podrobnih detajlov, a ne, premog deluje dejansko kontrastno. Deluje močno, zelo posebno v svoji črnini in dejansko je tisti kontrapol, je pa izredno slovenski. Ker moramo vedeti, da dejansko je to čisto slovenski material, ki ga lahko uporabljamo tako, kot smo ga nekoč, ali pa recimo zdaj je postal košček Slovenije, ki ga recimo uporabljamo tako za sebe, kot recimo, ne vem, za darila za tujino, oziroma se predstavlja kot velike skulpture sredi Kana in morate vedeti, da je izredno zanimiv tudi ostalim predelom ljudi v Evropi in drugje, ki izhajajo iz premogovniških koncev, a ne. Ker ti marsikdo je bil ravno tako v tem položaju, da je mogel premog pustiti zadaj. In je še vedno lepo najti nekaj oziroma nekoga, ki se ga še vedno spominja. A ni lepo, ko nekim stvarem najdemo neke nove vloge v tem svetu, ne? Sploh neko stvar, ki se na videz poslavlja in mi damo novo obliko, pravzaprav vdahneš življenje nekako spet premogu skozi to. Nekaj svojega podariš vsakem izdelku. Zdaj, te izdelki so verjetno unikatni, vsak izdelek je nek unikum. Tako, mislim, ni možno ponovitve, oziroma jaz se trudim, da v vsakem primeru ustvarim za vsakega človeka nekaj posebnega, ne. Seveda je pa še vedno možno najti neke povezave, kot so recimo imamo linijo prstanov, imamo linijo verižic in uhanov in tako dalje.
ki se recimo dejansko izredno lepo povežejo z vsakim stylingom, ravno zaradi tega, ker v svoji črnini dopolnjujejo stvari, so rahlo nenavadni, naravnega materiala, ekološko usmerjeni in izredno zastopajo neko ta naša nov pogled v prihodnost, neke moralne vrednote, ki jih bomo delili in nam bojo ustvarjali lepši svet. Tako da, ja. Mogoče pred mojim naslednjim vprašanjem, mogoče samo malo še pokažeš vse. Ta nakit, ki ga imaš na sebi, je tudi del tvoje kolekcije. Seveda. Človek ima lahko na sebi, če nosi črn nakit, zelo veliko kosov, ker se nekako vse poveže med sabo. Tako da ta zapestnica, na primer, je zapestnica Aleksandra, dobila ime po moji mami. Tako da po drugi strani recimo imamo zapestnice, ki so malo bolj v nežni obliki, in da se včasih določeni prstani postanejo tudi zaročni prstani. Wow. Celo hecali smo se, da potem pod pritiskom časa in vsega, kar sledi, lahko postane iz njega celo diamant, kajti saj smo tam na poti. Dobra Iz tega izhajajoč lahko rečem, da tako kot osebno, kot človek, kot podjetje, kot nakit, moji prvi izdelki niso bili identični, kot so zdaj. Razvoj poteka izredno napredno. Po drugi strani se pa tudi kot človek in kot podjetje stalno razvijam. Vsi smo na poti. Tako da vmes pa razlagamo zgodbe o premogu, zato da ga ljudje ne pozabijo. Prej si omenila tudi neke moralne vrednote. Na nek način so se tudi pogovarjala med in pred oddajo, da nekako neke stvari izginjajo in prihajajo sprejeti neke nove vrednote. In pač z novimi generacijami se to vedno spremeni. Tudi za nas so govorili naši starši, naše predhodne generacije, bolj kot ne same slabe stvari, če so malo realna, v duhu časa. Tudi danes slišimo prej veliko negativnih nekih konotacij in pripisanih nekih lastnosti tej generaciji, ki je zdaj ravno v obdobju, ko prihaja v tisto najbolj ustvarjalno obdobje življenja, ko bojo kmalu zasedali konec koncev tudi neke pozicije v družbi. In za te mlade slišimo pogosto, kot sem nekako omenil, neke negativne prispodobe in lastnosti. Kako pa ti to doživljaš? Kot vem, tudi sama precej delaš, soustvarjaš z mladimi. Kako ti vidiš danes njihovo izhodišče in mogoče težave, s katerimi se soočajo? Ja, moram priznati, da ne zavidam mladim trenutno. Mislim, jaz sem še vedno odraščala v obdobju, ko so bile napake dovoljene, ker jih je v naslednji dan marsikdo pozabil. Zdaj so zapisane tako v social media, kot povsod drugje. Tako da ta sledljivost, recimo, mi smo se lahko skrili, oziroma dobili smo lekcijo, pa šli naprej in nihče ni vedel za to. Zdaj recimo je ta pritisk izredno močnejši. Po drugi strani recimo pa lahko rečem, da že Platon je zapisal, kako grozna je mladina, ki prihaja, njegova generacija. In jaz sem to stalno v mislih. To pomeni, da negotovost prihodnosti, pač, če nimaš kontrole, človeka zaobjame strah. In to, kako grozna je mladina. Ja, strah nas je za mladino, je drugi izraz v bistvu tega, kar so želeli povedati, oziroma kaj bi radi povedali ljudje. Jaz dosti delam z mladimi, ker zdi se mi, da to pod prvo mi je zabavno. Zakaj? Zaradi tega, ker se naučim ravno to od njih, kot oni od mene. Po drugi strani sodelujem recimo v srednjo šolo za oblikovanje. V Križankah recimo vsako leto imam skoraj kakšno izmed dijakinj na delovni praksi. Zdajle recimo sodelujem z dijaškim podjetjem, ki so ga ustanovile gospodične srednješolke iz gimnazije in ekonomske šole v Trbovljah. Dijaško podjetje, zelo zanimiv koncept. Izreden projekt, ki je trenutno v razvoju in imajo v delu, mislim, da 4 ali 5 različnih dijaških podjetij,
Pohvalen projekt, res, dajte si ga malo raziskati. In v bistvu jaz imam 5 dijakinj, ki so ustanovile podjetje, v katerega jaz lahko vložim celo svoj denar, zaključil se bo projekt do konca šolskega leta in Boš kaj vložila? Pred nama, Bom, Torej definitivno verjameš v bom. to. V vsakem primeru bom dala vse od sebe za to, jaz mislim, da katerakoli ideja pod pravim vodstvom lahko pride nekam. A ne? In definitivno jim bom pomagala in one bojo pomagale meni, da bomo iz sebe potegnili najboljše, kar lahko. Simbioza torej. Tako. In iz tvojega govorjenja in tudi nekako energije vidim, da je to sodelovanje zelo lepo, plodno in bi rekel, da tudi te dijakinje vračajo to, kar dobijo v največji meri, kar je nekako v nasprotju temu, kar danes poslušamo, da so mladi popolnoma neambiciozni, da nimajo nekih, bom rekel, kreativnih, bom rekel, namer, uspeha v življenju, ambicij in tako naprej. Kaj bi ti recimo kot neko, to bi ti prepustil kot neko mogoče zaključno misel današnje oddaje, kaj bi mladim pravzaprav svetoval, tistim, ki pa želijo nekaj več v svojem življenju in vsi, po mojem mnenju, vsak človek se želi na nek način nekako manifestirati, a ne? Priti do nekega priznanja svojega dela. Ne? Pa me zanima, no, kaj bi ti svetovala mladim v današnjem dobu, glede na trenutne, realne danosti in situacije. Mogoče kar v kamero poveva. Točno tako. Veste, jaz, ko za nazaj pogledam potek svojega življenja, je šel vedno po poti, ki ni bila čist v osnovi pravilno začrtana. Oziroma moji starši in vsi bi rekli, da vedno sem si zbrala težjo pot. A ne? In vsakič sproti sem bila izredno strastna. In do konca sem pripeljala zadevo in potem nekaj se je zlomilo in šla sem na novo pot. A ne? V bistvu to je bilo sestavljeno, celoten moj način življenja je bil sestavljen raziskovanja različnih poti, smeri, usmeritev, iskanja lastne identitete in kar mladi morajo imeti ta obdobje v življenju, zato da se nekako nekje enkrat pa lahko vse poveže. Gledala sem film, ki mi je zavedno ostal v glavi in to je bil Revni milijonar. S tem filmom v bistvu od takrat dalje ga imam jaz v glavi. To izredno svetujem pogledati si ta film. Zakaj? Zaradi tega, ker vse izkušnje, ki si jih nekoč v življenju dobil, ti bojo nekoč prišle prav. In ko sem jaz začela sestavljati to svoje podjetje, Kolmi, kar naenkrat, ko sem jaz stopila v meni neznano situacijo, sem se sama sebi nasmehnila. Zakaj? Ker zdaj sem ugotovila, zakaj je bil tista stvar, tista lekcija, oziroma drugi so rekli napaka, iz preteklosti prav. Ker sem jo točno v tem momentu uporabila. To znanje, ki sem ga pridobila. In potem, po teh stvareh, ki se ti sestavijo vse skupaj na eno rdečo nit, ugotoviš, da si na pravi poti, oziroma dobiš tisto samozavest, oziroma zagon za to, da pelješ stvari še naprej. In kot podjetnik se na dnevni bazi srečuješ s tisočimi stvarmi, ki jih ne znaš, ne poznaš, oziroma moraš jih preskočiti, ker nobena pot ni edina. A ne? In tukaj surfanje med vsemi temi odločitvami, ohraniti sebe, pa po tretji strani najti trenutke, da se spočiješ, je kombinacija, ki po moje je popolno darilo za podelko. Marjeta, to si tako lepo povedala. Jaz upam, da čim več mladih to sliši, prisluhni temu sporočilu in mogoče bi jaz samo en tak zaključni izvleček, da za nobeno pot pravzaprav ne vemo, ali bo prava ali ne bo v prihodnosti, kaj nam bo prinesla, ampak na koncu dneva pomembno, da je to naša pot, ki jo mi hodimo. Ne? In mogoče to, da ko se ena vrata zaprejo, se vedno odprejo neka druga. Mogoče in pogosto celo bolj prava za nas. Ne? Se strinjam. Marjeta, res sem počaščen in privilegiran, da si se odzvala na moje povabilo, ker si dala toliko modrosti v toliko kratkem času našim gledalkam in gledalcem. In ravno, dragi gledalke in gledalci,
brez vas ne bi bilo nas, tako da se vam zahvaljujem, ker ste nas ponovno spremljali in pričakujte vnaprej še zanimive goste in oddaje. Se gledamo naslednjič. Hvala lepa.